na easy. Vržeš mu karkoli pred kolesa, on to poje brez problema. Dobro jutro. Evo, situacija je dosti preprosta. Jaz sem na poti v Ljubljano, zato je čas za Hyundai Grand Santa Fe pa njegove sladko-kisle. Sladko-kisle! Ok, dajmo začeti tako kot ponovadi na začetku. Najprej bi rad povedal par čisto osnovnih. Grand Santa Fe je od navadnega Santa Feja daljši za dobrih 22 cm, je pa tudi pikico širši, pa pikico višji. To se pravi, da gre za praktično 5 metrov dolg avto, ki je po eni strani res glomazan, po drugi strani pa, ko se peleš, nimaš feelinga, da je res toliko ogromen. Mislim, dokler ne priješ do garažne hiše. Kar se pa konkurence tiče, jaz ta avto čisto upravičeno potiskam ob bok BMW-ju X5, Mercedesu ML, Audiju Q7 in tako naprej. Ti se kar zabavi, ne? Ampak tale avto zna ponuditi ogromen za zelo zmeren denar v primerjavi z ravno kar naštetim. Za ta prvo sladko grem jaz kar noter. Veš, kako mi sediš lepo naprej pripeljal, ko sem šel pa ven, se ti pa umakne, da lažje ven stopiš. In to je že en del te prve sladke, kabinsko udobje. Pa tukaj ne govorimo o prostoru, tukaj govorimo o vseh stvarih, ki te spremljajo in ti lajšajo življenje med tem, ko si tukaj noter. Ena stvar tega dobrega feelinga pri avtu je že sam to, da ko se ti avto približaš, se špegli sami od sebe, preden karkoli pritisneš, odprejo in te na nek način povabijo v kabino. Majhne stvari, ljudje, majhne stvari. In v to vrsto hvale prijeta tudi sprednja sedeža. Dovolj velika, predvsem pa zelo udobna, greta in pa še hlajena. Redko si lahko pogreješ pa tudi v drugi vrsti. Imaš pa tukaj še druge uveljavljene stvari, ki ti lajšajo življenje, pa niso sicer ekskluzivne za ta avto, to so sistemi, ki jih ponuja tudi veliko drugih znamk, pri večjih in manjših avtih. Recimo način samodejnega parkiranja, pa 360-stopinjski pregled okolice. Ta mi je recimo ful všeč, zato ker lahko zbiraš kamere, le bom pokazal. Vidiš, takole po šrek sem parkiran na enem slepem koncu ceste in pa lahko kamere zbiraš takole. Takšnih kosov opreme, ki ti lajšajo življenje v tem avtu, vključno z varnostno elektronko, pa radarskih tempomatov je še ogromen. Ampak ta glavna je pa mislim, da sem povedal. Druga sladka, prostor! Stari, ta avto je ogromen in prostora je res veliko. V vsakem primeru in brez izjeme je 7-sedežnik, ali ti hočeš to ali ne. In če ti sedeža številka 6 pa 7 nanucaš, imaš kufra za 634 litrov. To je ogromen! Pa tudi če imaš 6 pa 7 po koncu, imaš vse še nekaj prostora. Najbolj zdaj skar pokažem, a? Kole izgleda kufr, ka 6 pa 7 nanucaš. Pa nucaš pa sam... Takole narediš, takole narediš. Veš, pa vsem ti ostane nekaj prostora. Pa mi grede prej gremo tretjo vrsto, veš, druga vrsta je pomična tudi vzdolžno in to ni tako šlo. Pa po naklonu tudi, lahko daš nazaj na legen zic, a pa če hočeš sedeti ful pokončno, lahko tudi to narediš. Tretjo vrsto priješ pa takole, lej. Moraš biti malo previden, ker prostora spet ni vsem velik, ampak dostop je razmeroma lahek. In ko si enkrat tukaj zadnji je prostora, no, za zdržati bi bilo za kakšno krajšo pot, je dosti dlje pa ne, ampak za otroke, za te pa vrh glave placa. Tretja sladka vozne lastnosti. Lej, v tem trenutku se vozim po enem takem makadamu, ki je res trd, pa ima grozne luknje, tiste, ki ti pretresajo vse, pa plombe ven vržejo. Jaz imam pa feeling, da se vozim po putrčku. Vse skupaj je na easy. Vržeš mu karkoli pred kolesa, on to poje brez problema. In ta udobje pride do izraza na res slabih cestah, pa se pa zapelješ na asfalt, še posebej na kakšno avtocesto, imaš pa vrhunski potovalnik. Četrta sladka je pa cena. Ta avto stane vsaj 48,600. In zdaj točno vem, kva vas je veliko pomislil. 50 jurjev za Hyundai. Veš, preprosto dejstvo je, da ti za ta denar dobiš tudi konkurenco, ampak je tako uskubljena, da skoraj ne moreš verjeti. Pozab ti pol na hlajene sedeže, pa kupenih drugih dodatkov, ki jih ima ta že v seriji. Zdaj pa tako ponavadi, na ta zadnjo ta sladko še 3 kisle. Prvo kislo namenjam eni stvari, ki je povezana z radarskim tempomatom. Najprej moram poudariti, radarski tempomat v tem avtu, ki ga pred prenovo mimogrede sploh ni imel dela odlično, na tem sploh nimam pripomb. Je pa tako, veš, kad ti vklopiš radarski tempomat, lahko prilagajaš razdaljo med tvojim avtom pa unim avtom spredi. No in jaz imam to razdaljo ponovadi naštimano na najmanjšo in tukaj, če izklopiš tempomata, pa če ugasneš avto, ko ga spet prižgeš, je vedno ob vklopu pametnega tempomata ta razdalja naštimana največ. Mogoče sem se že malo razvadil, zato ker pri dosti avtomobilskih znamkah, ki ti stavaš tisto dolžino, ki je tebi ljuba, pol to zadrži. No matter what, tudi če avto ugasneš. Veš, kaj hočem reči? Druga kisla je pa povezana s tole konzolo gumbo levo od volanskega obroča. Dej tukaj le in tukaj upravljaš ogromen enih stvari. Osvetlitev merilnikov, vozni programi, sistem za spuščanje po strmini, stabilizacijska elektronika, blind spot assist, opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu, gretje volana, start stop, pa zaklop pogona. Vse lepo in prav, ki gledaš pri odprtih vratih, ne? Ampak, ko pa ti voziš, pa hočeš to videti, pa nogo. V bistvu tako, da se moraš skozi nekaj sklanjati, pa malo na pamet delati in to ni okej. Le bom pokazal z mojega zornega kota. Vidiš, takole vidim ven, takole vidim volan pa merilnike,
teh gumbov tukaj zadaj pa ne vidim. In pa se moraš ves čas sklanjati levo, desno. Da, tako rečeno, ta pogledovanje levo pa dol, pa da tam le nekaj šlatam na pamet, to mi ni tako všeč. Ta tretja ta kisla se pa v bistvu navezuje na eno od sladkih, in sicer na vozne lastnosti. Veš, res je, da je avto naštiman na maksimalno udobje, ampak obenem se po ovinkih res veliko nagiba, pa tudi krmilni mehanizem je tak, razmeroma posreden, in to meni kot vozniku, pa tudi če nisem zdaj napaljen ful na športnost v tistem danem trenutku, vse ne ustreza toliko. Je pa tudi res, da Hyundai ponuja športni program, in če ga vklopiš, volan rata res malo težji, in to je ful dobrodošlo, ni pa še to. Evo, zdaj pa sam še peta sladka, pa smo na koncu. Zdaj tole bo svojevrsten paradoks, ne? Ta avto je ogromen, impozanten, pa zelo opazen spreden delma. Ampak kljub temu je pa razmeroma neopazen. Pač tukaj imam v mislih predvsem tiste ljudi, ki bi radi imeli velik, udoben, varen avto, ne bi pa radi tiste nalepke, ki zraven pride z Nemcem. Če boš lega soseda, ne? Vse on si pa lahko špoga, ja, proklet. In veš, take vrste letenja, ne, zunaj dosega radarjev je marskomu všeč, in to je definitivno ena izmed največjih prednosti tega avta. Ok, folk, to je to. Kolesar. Ja, jaz sem kolesar, za druge minimar, in vozem brez kresničke, ker jih nosijo sam navadne pi. To sem zdaj sam zato zapel, zato ker sem včeraj skoraj povozil eno kolesarko sred Miklavža, ker je vozila zvečer v črnem, brez lučk in brez kresničk. God damn it, people! Jaz bi včeraj mimogrede skenslil, pa ne bi bil čist nič kriv, ker je vozila po cesti namesto po pločniku. Zdaj pa tako kolesarji, preden znorite, jaz se zavedam, da velika večina kolesarjev dela v prometu vse tip top in to je super. Je pa zdaj tako, da jaz ta avto vračam, vzamem pa enega drugega Hyundai. X20 mu je ime. To je ta majhen, kao mal križanc pa to. Zdaj pa že malo zamujamo hotel Leo, zato ker Opel prvič v Sloveniji predstavlja oziroma pokaže Crosslanda X. To sem že v Ženevi povedal, kjer avto je. Se spomnite, to je nadomestnik Merive, ki je zdaj malo bolj tak, SUV-ovski. Evo, prejšnji teden v Ženevi, danes že v Sloveniji. Gre za v bistvu eno tako bolj SUV varianto, avto je dolg dobre 4 metre, pa sediš malo višji, tako kot pač se v SUV-jih sedi. Opel je na tej predstavitvi poudaril predvsem uporabnost. Kaj pa to pomeni, bom pa takoj pokazal. Jaz verjamem, da se ne vidi najboljše, ampak kufra je za 410 litrov, če pa doplačaš še vzdolžno pomično klop, pa ta prostornina zraste še za dodatnih 100 litrov. Je res, da ta avto zgleda kot SUV, ampak štirikolesnega pogona pa vse ne bo imel, tako kot njegovi tekmici. Pa tudi varnostno bo kar na nivoju, ampak da ne bom zdaj jaz vse sam povedal. Samodejno zaviranje v sili, prepoznavanje prometnih znakov, opozarjanje voznika v primeru zaznane utrujenosti. Kar se pa tiče cene, imamo pa sam en podatek, in sicer osnoven bencinar 1.2 s 60 kW bo stal 14.490 €. Začetek predprodaje za Slovenijo bo 27. marc, to je prvi dan avtosalona, drugače pa prvi avto k nam pridejo v začetku poletja. Ok, to je to, kar se tiče Crosslanda. Jaz mislim, da je bilo avtomobilskih vsebin za danes že kar dosti. Kolega Ninja.